Radio SI Main Stage. Midva, to sta lahko dvojina ali pa tudi množina, nikakor pa ne brez skladbe Beligrad. Srednješolski žur. Midva? Kdo je to? Čista je, pa ti rečem. Lederjakna. Čista pornografija. Pa v avti. In danes mi rečejo mati, hej, tele staro, kaj si do zdaj si? Živlej ustvaro, če ne bi bilo mene. Štajerski Melos, Bademeister. Festival Lent, večerov oder. To je čista fešta. Lanski sneg, toplice, hči vaškega profesorja, čista je. Super besedila, ne pozabiti na tisti del iz Ode Gujdeku. Takto življenje se hit spremeni, včeraj si še krulo, danes te več ni. To je le nekaj asociacij radijskih kolegov ob omembi skupine Mi2. No kakšno seveda ni zavzeti povsem dobesedno, kot tudi ne prenekateri vers, ki je nastal v vseh teh letih delovanja. Tak se jaz spomnim na prijatelje z Mi2 in pošljem e-mail, pa so odmah bili za. Zametki Mi2 so se zgodili v majhnem Rogatcu leta 1995. Lahko bi rekli, da je vse ostalo zgodovina. Odlične slovenske besedilopisce je klasično življenjepisno oziroma faktografsko praktično nemogoče predstaviti. Zvenelo bi preveč suhoparno in nevljudno. Ker Mi2 so, in s tem bi se gotovo strinjali prenekateri njihovi glasbeni kolegi, glasbeni uredniki, novinarji in menedžerji, v slovenskem prostoru pravi mali glasbeni institut. Ta navdušuje s pronicljivo, a preprosto in zdravo kmečko pametjo in podaja globoka sporočila družbi, politiki, okolju in seveda slehernemu posamezniku. So pa ta skrbno ovita v kakšno metaforo ali prikupno besedno zvezo, ki je verjetno zorela tam nekje ob Sotli. Čakal sem te kot kreten, čakal nekaj boljše časa, preveč bultas, preveč len. Zagotovo pa je največji plus skupine, ki ustvarja tako pomenska kot pomenljiva besedila, humor, za katerega bomo vsi prikimali, da trpi velik manko v svetovnem glasbenem merilu. Kot bomo tudi pritrdili obče znanemu glasbenemu dejstvu, da so Mi2 od nekdaj sledili poti, na kateri pa nikoli ni pisalo sex, drugs and rock and roll. Hello people, we are MI2 and you are listening to the Radio Slovenia International. Peace. Tako, Tone Kregar, evo roka, zdrava. Živijo, dobro jutro, dobro jutro. Ja, povej, no. Ja, hvala za ta uvod. Moram reči, mislim, ura je zgodnja, ne? In sredi tedna smo včasih, vemo, kakvi so človek rada kar malo sentimentalen, ko posluša tale uvod, ne vem, tak bi si misliš, da si skoraj da že na lastnem pogrebu, ko ti tako lepo govorijo o tebi. Zdaj, ko si dejal, jutro je še, ne, pri Odi Gujdeku Dimek reče, da je Tonča blok od ponavadi treba še zbuditi. Je to kaj resnice v tem? To je največja laž, kleveta in insinuacija, ki se je zgodila v zadnjih 25 letih na tem podalpskem prostoru. Namreč jaz slovim po tem, da sem recimo, ko kje skupaj prispimo na kakem špilu, da so vsi nervozni, ker že vzjutraj ob 6 nekaj pokašljujem in pokrehujem in hodim naokrog. Skratka, jaz sem tisti, ki se najprej zbuja. Jaz sem petelin v tem bendu. V tem smislu. V tem smislu. No dobro, vse, ker pri Mi2 je smislo vedno več, ampak pravi smisel je samo eden. No, Mi2, začelo se je z 2, no, zdaj bi lahko že bili nas 6, ne? Ja, 6. Mi se množimo, to sem že zdavne rekel, mi smo kot samorastniki, vsakim letom nas je več, ne? In ja, pač je to neka razvojna pot. Vse pravzaprav razen tistega začetka izpred 25 let, pred 25 leti, ko sta Fiki in naš Dimek pravzaprav začela ta
takrat rahlo neuravnovešeni projekt. Mi dva je potem zelo hitro, že v nekaj letih se je ta skupina ekipirala v taki zasedbi, kot jo recimo danes pozna javnost. Se pravi, naša peterica je že približno 20 let, tvori jedro te skupine. V zadnjih 3 letih se nam je pa pridružil tudi Davor Klarič in moram reči, da več, ko nas je, boljši pa bolj lušni smo. Pa tudi boljše se slišite, ne? Ja, predvsem. Če zdaj potegnemo, kljub naglušnosti, ki prihaja z leti, ne, moče tudi za to. Ampak to je del rockerskega življenja, ne? Glasba ni bila dovolj glasna, če slišiš vsako podrobnost in te potem zmoti. Mali nočni bar v Rogatcu, Rudekova gorca, Škarpa, na kateri ste sedeli zmatrani kožvat. Kje je vaša baza, ne? Kje se napajate iz Sotle, kje? Mogoče smo res, ne, glede na to, da si omenjal te neke zelo take lokalno oziroma geografsko pogojene tekste, smo začeli res kot bend nekega okolja. Bend, ki je pravzaprav izražal in širil v svet in besedo in motiviko tega matičnega okolja, se pravi kraja, v katerem smo odraščali. In tam so bili razni lokalni čudaki, tam so bile naše osebne prve zgodbe, prve izkušnje in vse te stvari smo na nek način poskusili upisati v pesmih. Je pa res, da pol s časoma, ko človek odrašča, ko ne nazadnje tudi v glavnem zapusti to matično okolje, se tudi ta motivika širi in danes bi težko rekel, da seveda se še občasno s kakšnim komadom vračamo v mladost, se vračamo koreninam, v glavnem je pa ta neka izraznost ni več toliko pogojena in mislim, da smo zato tudi se z nami lahko identificirajo ljudje, ne glede na to, v katerem koncu so odraščali, kje živijo. Ne? No, prej smo slišali nekako odziv sodelavcev, ne, ki smo neko asociacijo slišali glede na zasedbo Mi dva. Predlagam, da slišimo še, kaj je povedal naš glasbeni urednik Marjan Kokol, ki vas spremlja tudi od samega vašega začetka. Mi dva, vesela druščina, ki jim z veseljem priznam, da so tako ali drugače zaznamovali našo generacijo. Okoli sebe ne poznam nikogar, ki se mu ne bi naselili v podzavest in to zasluži vso spoštovanje. Če sem jih v povojih imel bolj kot priložnostni eksperiment, pa so z albumom leta nakazali čemu in kam. Od tam pa do pravkar izdanega črno na belem so eni redkih, ki sledijo iskrenosti, načelnosti, tako v besedilih kot ali pa še posebej na odru. Ja, no, jaz bi se s tem zagotovo strinjal, ne? Se kot se dejal, začeli ste nekako kot opazovalci lokalnega okolja, potem pa se je samo od sebe seveda zgodilo, ne tako kot včasih pri Lačnih Francih, da te pač potegnete not, ne? Ampak jaz mislim, da se pri vas vedno je poznalo, da glasbe niste začeli delati zaradi denarja, niste se usedli in rekli, zdaj bomo naredili hit, ampak ste dali sebe not in potem je prišla muzika. Ja, kakorkoli se to mogoče sliši malce neskromno ali pa celo patetično, drži. Ta bend je pravzaprav nastal, že prej sem malo omenil, zgolj iz nekega obilo prostega časa, neka družba starih prijateljev, ki so pač rabili nek razlog, nek alibi, da recimo v soboto ni treba iti v polnoči že spat, ampak lahko potegneš do jutra. In se je ta recimo v navednicah ta nek uspeh oziroma zgodba, ki je kasneje sledila, res prišla spontano. Prepričan sem, da če bi zdaj mi, moče tudi včasih opažam neke drugačne poglede bendov, ki danes nastajajo. Bend, ki se ustanovi z namenom, da bo čez leto dni slaven in zaslužil veliko denarja, mimogrede v Sloveniji je to itak nemogoče, bo verjetno težko uspel, oziroma dosti teže. Mi pravzaprav nismo nič pričakovali. In ravno zato, ker nismo ničesar pričakovali, smo lahko bili toliko manj obremenjeni, toliko bolj sproščeni, toliko bolj iskreni, neposredni, kar je končno privedlo do nekih rezultatov. In jaz se tu z Marjanom popolnoma strinjam in pravzaprav mi te njegove besede res pomenijo velik kompliment. Mi smo na nek način generacijski bend in pravzaprav smo v teh zadnjih 25 let smo del tega prostora in veseli smo, da nas na ta način, na podoben način dojemajo ljudje. Ne samo naša generacija, prvenstveno naša generacija, ampak tudi vse ostale generacije za njo. Ja, in zdaj pubeci, ne? Dečki, kot radi rečete, vi smo se večkrat odpravili s kakšnim pirom na koncert zasedbe Mi dva. Helena, kaj pa deklice, ne? Zakaj so deklice šle na koncert Mi dva? Zaradi postave, zaradi muzike, zaradi druženja, zakaj?
Ne, prosim, ne povedati za neodoljivog šarma, recimo. Ne? Hotela sem vprašati, a je to retorično vprašanje, ne? V bistvu, zakaj smo dekleta hodila? Ker smo me tista, ki smo v tistih skladbah. Ne glede na to, ali smo bila takrat v srednji šoli z teto Estero in smo šle v mislih v toplice in tako naprej, ali pa je bila to recimo moja mama, ki je seveda od mene plus 20 in nekaj. In je to vse skupaj nekako ena generacija, ena miselnost, ena energija. Tako da ja, ampak bobnari, kitaristi, frontmeni, to je za dekleta vedno en tak žmoht. Za dekleta in mame, ne? Zdaj že, evo. Zdaj pa že, ja. Najlepša hvala. Jaz bi se lebi za mame. V bistvu vam na koncert zdaj že pridejo 3 generacije, ne? Stara mama, pa ta mlada, ne? Ja, v bistvu imaš prav. Ja. Imaš prav, res se to dogaja. In meni ena najlepših samopotrditev za nas kot band je ravno to, da presegamo generacije. Ne? Da se na nek način tudi povezujemo generacije in ni lepšega videti recimo na koncertih, kot si rekel, kaj jaz vem, ko tam najdeš staro mamo in hči, ki na podoben način, na enak način uživajo, seveda pa verjetno vsaka generacija, zlasti v naših pesmih, v naših besedilih, najde nekaj drugega, ne? Kar je vredno, se ni treba zdaj zelo strogo, zelo uniformno dojemati vse, kar mi povemo. Ne? Kar je v redu, no? Nekateri so, so pač čakali samostojnost, drugi so pa čakali kakšno deklico, ne? Tam v Rogacu. Ne? Tako, na Škarpi, ki je ni več, ne? Recimo, ali pa je že prerasel mah. Ko smo že bila pri generaciji, predlagam prvi glasbeni premor. 5 skladb ste kot band izbrali. Generacija, 2 generaciji, no? Mick Jagger in Dave Grohl, prvi single Easy Sleazy. Tematika znana, komentar aktualnega stanja, potreba po ustvarjanju. Kako mi dva, oziroma kako ti, Tone, vidiš ta komad, to sodelovanje? Meni je bil, v bistvu to je bil moj predlog in je pravzaprav, zakaj sem ga izbral? Nisem ga prvič izbral, ampak predvsem zato, ker z enim udarcem ubiješ 2 muhi. Ne? Ponavadi imaš zmeraj omejen izbor. Reči ti izberi 1 ali pa 2 komada. Ne? In pol ne veš, kaj bi dal. Ne? In v tem komadu imaš fajn. Imaš Micka Jaggerja, pa imaš Davea Grohla. Ne? In evo, to je to. Nisem toliko mislil na neko družbeno konotacijo, bil čisto praktičen izgovor, pa dober komad je, no, seveda. Pa govori o vseh nas. No. Prisluhnimo. Radio SI, Main Stage. Radio SI, Main Stage v zadju, kot ste slišali tudi bobni zasedbe Queen, We Will Rock You. Govorila sva o tem, Tone, da pridemo fantje na koncert, pridejo dekleta na koncert, ampak tudi člani zasedbe mi dva greste na koncert, tudi s svojimi boljšimi polovicami in tudi kakšna zanimivost nastane, ne Helena, sploh če pokličeš kakšnega glasbenega kolega. Ja, kaj se zgodi, če jih pokličeš več, tisto je šele zanimivo, ne? In nimamo dovolj časa za vse to danes, ampak imamo eno zgodbo, za katero nisem prepričana, če se jo bo Tone spomnil, zagotovo pa ve, kdo je oseba, ki se je z nami pogovarjala. Torej, moj prvi spomin na srečanje s skupino Mi2 sega v leto 2007, malo potem, ko sem se vrnil z Nizozemske, ob zaključku klubske turneje s Tajdi smo se stavili v novomeškem klubu Lokal Patriot, kjer je bil neke vrste event, na katerem je igralo veliko bendov. Po koncertu smo se družili za odrju in k naši mizi je samozavestno pristopil možakar, ter vprašal, kje imate vašega pevca. Ko sem mu prikimal, mi je dejal, pridi z mano. Moram ti predstaviti svojo ženo, ki je fenica, zelo ji je všeč komad Release My Gun. In grem jaz s tem možakarjem, razmišljam v svoji glavi, ko se razmišljam, kdo je to. Ko sem spoznal njegovo ženo, sem ugotovil, da je to Tone Kregat, pevec skupine Mi2. In priznam, ker v startu nisem imel pojma, kdo je, ampak tega nisem pokazal, ker sem si mislil, da bi znal biti nekdo pomemben po načinu, kako je pristopil, ampak sem zaglumil in Tone do tega nisem nikoli povedal. In ker so bili že takrat legende, ampak sem živel v tujini, odprej nisem poznal in to je bilo moje prvo srečanje z Mi2. Po tistem smo pa velikokrat delili skupaj koncertne odre in s Tonetom sva tudi sodelovala, sva skupaj stvarila 3 skladbe. To so najbolj prizemljen rock band, jaz bi jih opisal kot kmečka pamet v usnjenih jaknah. In to mislim kot pohvalo. In iz srca jim želim veliko dobrih let rock'n'rolla, dobrih pesmi, zdravja in predvsem uspešnih koncertov. Mi2 živeli. Aha.
Ja, to je pa Kevin. Ja, to je Kevin, seveda. Ja, jaz se spomnim tega. Ja, se spomnim. Moram tudi reči, tudi meni so bili Tajdi zelo všeč in jaz načeloma ne sodelujem veliko z nekimi drugimi izvajalci, v glavnem ves ta potencial, ki ga imam, usmerjam v mi dva. Kot je rekel Kevin, smo pa res v bistvu sem prepesno, 3 njegove skladbe. Tvoja stvar, Vlak ljubezni in Z roko v roki. Ja. In mogoče se mi zdi, da jih kar malo pogrešam. No? So mi bili Tajdi všeč in seveda Kevinu tudi želim veliko uspeha na njegovi samostojni poti, koliko se le da ga spremljam, se pa nismo že dolgo videla. Ja, Kevin, če poslušaš, zdaj mislim, da si na obali nekje, evo, oglasi se boma kaj pogruntala. Tako je to, ampak vse se očitno začne in konča pri ženskah, ne? Ja, pri rock'n'rollu se marsikaj začne, ne? Konča pa se tudi kje drugje lahko. Ampak mi dva sta ponavadi band srečnega konca. No? Ja, mislim, ali pa iz srečnega konca, če ne drugače. Pa ja, sej. Zdaj ne vem, kakšni smo ravno kot posamezniki, ampak verjetno vsak je tu malo drugačen, tudi značajsko, ampak kot kolektiv, kot celota, kot zadruga, ne, pa res mislim, da smo dokaj optimistično naravnani in da tudi vse neke neprilike, konec koncev tudi to obdobje, ki ga zdaj le prestajamo, ni ravno rožnato, na nek način poskušamo lajšati z humorjem, z dobro energijo, z ironijo in samo ironijo. Ja, načeloma kot band smo pozitivci. Ja. No, omenil je tudi Lennon McCartney, ne? Vidva sta dva frontmana, ne? Malce sta karakterno različna, ampak seveda se lahko dopolnjujeta, ampak vas je vseeno zdaj 6, ne? Da ne bova govorila samo o tebi. Kaj ostali dečki še počnejo? Kako so dečki danes nastrojeni, dobre volje? Mislim, glede roko na srce, pri starosti 50 plus, takle zjutraj ob 8 ne moreš zdaj kipeti od energije. Mislim, da je bilo nekaj hudičevo narobe z nami, zdaj, če bi tole zdaj širili to neverjetno pozitivo, ampak je okej, v redu smo, z minuto v minuto smo boljši, kot rečeno, in to ni zdaj neka prisiljena vljudnost, res radi pridemo v Maribor, radi pridemo v ta radijski RTV center, radi pridemo na Radio SI, tudi zato, ker pravzaprav cenimo to neko več kot 20-letno vzporedno pot, to neko medsebojno podporo in tu se pri vas vselej počutimo fajn. Ne, in to je najpomembneje. Niti ni toliko pomembno, na kak način se zbudiš, ne, na katero nogo, ampak je pomembno, kam vodi tvoj naslednji korak. Ja, in če se dobro razumeš znotraj benda, si lahko, če rečemo, morda tu kak sošolec, ne, ali pa podobno kot kak sošolec, lahko funkcioniraš tudi kje drugje, ne? Ja, skupina Mi2 je precej angažirana v slovenskem glasbenem prostoru, tako ali drugače, ne le tone, ampak Kevin nam je izdal še eno kratko anekdoto vezano na to, s kom se pa on tu in tam podruži, ki je tudi član benda. Jarne je res tisti ta poredni Janezek v zadnji klopi, Tone pa tisti ta priden učenec, samozavesten, ki gre naprej pa reši pravilno račun. Ja, pa ne vem, če se račun izide pol, ne? Se? Za vsakega posebej malo drugače, verjetno, ne. Ampak, ja, ne, če smo že ravno pri tem, jaz sem včasih malo tisti namrgodeni, malo godrnjač, ne, grumpy old man, recimo, ne, jer ne je to zadevno, jer ne večkrat poudarja, da je rojen pod srečno zvezdo in na ta način pravzaprav tudi hodi skozi življenje in širi to neko energijo. Načeloma pa, kot rečeno, smo pa več ali manj, če bi zdaj moral že ravno nekaj tehtati, smo v bendu v glavnem pozitivci. Ne? Ja, ampak kje se pa naš kolega Kevin z Jernejem srečuje? Ja. Pa z Jernejem sva vedno v isti klopi na skupščinah od Sazasa, pa sva, kako bi rekel, kot sošolca, ko ima Sazas skupščine, sediva vedno z Jernejem v zadnji klopi. To so te računice, o katerih zdaj Kevin govori. Aha, no. Ker ne konča pa se potem pri sejah, ne? Treba še zapisnik parafirati oziroma, ne? Točno tako, ja. Ampak to pa je zgodba za naslednjič. Z veseljem, boljše. Ampak podpisi na koncu zmeraj veljajo in to je pomembno. Preden odidemo na krajšo pauzo in k novicam bomo slišali še Urban and Four, Damir seveda svojevrstna karizma, vokalist, da ne izgubljajo preveč besed. Iskra,
izbor, čigav kdo? Izbor je bil Jernejev, evo vidiš, smo o Jerneju malo govorila, on je ta tak mehka dušica, ne, na znotraj skratka mara take nežne sentimentalne melodije in Urban je za njega na kožo pisan. Radio SI. Main stage. Tako, Main stage Radio SI prvič, mi dva, Tone Kregar je z nami, zdaj si bil v studiu, sicer temle notranjem, kakšen je vtis? Rogliček je bil zelo dober z marmeladnim nadevom in moram reči, da je še, da zdaj, če si me prej vprašal, kako se počutimo, zdaj le je pa to že čist optimalen dan. Ne, je že optimalno, ampak ponavadi ne, preden se zapoje, se tudi kaj spije, no? Ampak off the record seveda. Evo, ker slovimo po neposrednosti, ja, pred večernimi špili gotovo, ne? Pri tej jutranji uri pa vsaj jaz načeloma ne, no. Načeloma. Ampak kako se recimo vas 6 plus zvokovni tehnik, ki ga imate svojega, kako se premikate od lokacije A do lokacije B? Z leta v leto, če dalje počasneje. Ja, res je, to je kar velik pogon. Ne? Ljudje, ki pravzaprav ne poznajo neposredno tega posla, ki ga gledajo daleč, si verjetno težko predstavljajo, da je samo zato, da pravzaprav mi en komad zaigramo tako, kot mora zveneti, da je zato pravzaprav potrebno vsaj 10 ljudi. Če pa da to še nekako zgleda, nas je pa v ekipi 12 in je potrebna velika mira nekega usklajevanja, predvsem pa dobre volje, tolerance in jaz mislim, da če smo se pa česa naučili, smo se pa te tolerance in dobre volje skozi 25 let zelo dobro priučili in vsak odhod na koncert je neke vrste doživetje, zlasti če po neki daljši pauzi smo pravzaprav res vsi zelo veseli, ko se ponovno srečamo. In nam se pravzaprav koncert začne že takrat, ko stopimo v kombi, ne, ko se sedemo v kombi. Seveda, ne, tam adrenalin počasi raste in je seveda sestavni del sploh za frontmana, za pevca, ampak tudi za vse ostale. Danes boste normalno na elektreni, če temu tako rečemo. Kaj pa akustični koncerti, ne, ko ste takrat z njimi pričeli? Kaj je tebi kot pevcu ali nasploh? Akustični, jaz osebno imam morda celo raje, do te pandemije sem imel raje akustične koncerte. Zdaj pa že tako vsi skupaj pogrešamo elektriko, da bi danes verjetno izbral drugo preferenco. Gre za različne koncerte. Prvič gre za malo za, recimo, na električnih koncertih, če temu tako rečemo, začneš nekje kot recimo glavni bend na nekem dogodku, kakšnih 11, pol 12. Se pravi, da je faza čakanja na ta koncert je daljša, kar je dejansko malo naporneje, ne? In vse se zavleče. Pri akustiki so koncerti ob 8, 9, ob določeni uri. Druga zadeva je, da je seveda na električnih koncertih vse neprimerno glasneje, vse bolj divje, vse bolj hrupno, vse bolj rockersko. No? Ti akustični koncerti vendarle imajo nek drug naboj, je malo bolj sofisticiran na nek način, kar je pa najpomembneje, je pa neposredna bližina, recimo sama interakcija s publiko je pri akustičnih koncertih drugačna. Ne? In tudi izbor repertoarja je praviloma drugačen, namreč na akustičnih koncertih res lahko zaigramo nekatere nam zelo ljube pesmi, ki mogoče niso bili hiti, nikoli neki veliki hiti ali pa se niso pesmi na prvo žogo, ker je tudi nekaj besedila prihajajo bolj do izraza, da se jih drugače interpretirati in smo pravzaprav in tudi ljudje jih dojemajo na drugačen način. Je vendarle mogoče ta element poezije je na akustičnih koncertih malce prisotnejši, ne? In je fajn. Ja, kombinacija pa seveda najboljša, ne? Oboje je dobro igrati. In dobro potem izpade, ne? Ko se ti usedeš na barski stolček, ne? Vzdušje je bolj intimnejše, gospa se da v obleko, ko pride na koncert, gospodje. Si razrakljajo kravato, po drugem komadu že. Tako, ne? In potem je tista tišina, ki nastane, ampak tista vez, ki na koncu se zdi, kot da bi mi dva še lahko igrali, ne? Kot da se koncert ne konča. Ja, definitivno so ti nastopi tudi mogoče, pravim, ni toliko kričanja, ni toliko hrupa, malo večja kontrola je tudi nad samo izvedbo, kar pa po drugi strani seveda pomeni, da se pa tudi vse napake morebitne slabi dan se bolj čuti na tovrstnih koncertih. Skratka, zahteva neko drugačno koncentracijo, drugačen pristop in tudi malce drugačen nagovor občinstva kot pa električni koncerti. Ja, in neka kilometrina je vsekakor pomembna, da se tista patina razvije. Ne? Zdaj le bi pozval še poslušalce, če imate kakršnokoli vprašanje za zasedbo Mi dva, za Toneta,
041 507 202 je naš SMS predal, torej 041 507 202 ali pa pošljite mail na radio.si@rtvslo.si. Ko smo bila na elektrenih pri mladih, Alo Stari v sebi dal, mladi mariborski punkerji, naslednje po izboru zasedbe Mi2, nekako ste skupaj prišli do tega izbora? Ja, se pravi, vsi smo izredno veseli, res iskreno povedano, kadar slišimo kak slovenski bend, ki se uspešno pribija, ki ima neko sporočilnost, ki ima neko energijo, in moram reči, da je v zadnjem času teh bendov kar precej. Jaz ne sodim med tiste, ki bi obupavali nad mlajšo slovensko rockersko generacijo, tega je dovolj. Seveda so razmere drugačne, teže se je prebiti, zdaj v tej situaciji je pravzaprav to skoraj da nemogoče, zato mislim, da je tudi neka vrste dolžnost nas starih, da kjer je le mogoče podpremo mlajšo generacijo, pa čeprav tudi s tako minorno zadevo, kot je pa to, da smo danes izbrali recimo 2 slovenska benda. No, in naslednji korak je lahko, ko se bodo koncerti spet odvili, da jih povabite recimo kot z velikim veseljem, ker mislim, da smo nekje, mogoče zdaj to res zveni malo tak, upam, da ne bo zvenelo pokroviteljsko ali pa ne preveč patetično, ampak Alo Stari, mislim, da je kar nekaj paralel z zgodnjimi Mi2 in smo zelo veseli, no, da tak bend obstaja, pa seveda, da so Štajerci, da so Mariborčani še pa toliko bolj. Ne? No, prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Tone Kregar, zasedba Mi2. Še slaba ura do koncerta, Črno na belem, novi album, nekako tudi v tej smeri na koncertu, ne? Ja, ko je bilo potrebno sestaviti nabor pesmi za današnji koncert, smo se tako rekoč plebiscitarno odločili, da bomo odigrali samo nove pesmi. Konec koncev, sicer res danes so te razmere na diskografskem trgu, na splošno v svetu show biznisa malce drugačne, kot so bile nekoč, ampak nam je še zmeraj izdaja plošče, avtorske plošče, na kateri je 11 pesmi, avtorskih pesmi, en velik dogodek, velika prelomnica. In tudi pravzaprav našo, če bi že moral strukturirati našo razvojno pot ali pa našo zgodovino, bi šteli obdobje od te plate do naslednje plate. Velika stvar in seveda, če imaš tako veliko stvar, jo je treba čim bolj promovirati. Ne? Konec koncev mi glasbe seveda jo delamo zase, ampak v isti meri jo delamo za poslušalce. In nam je v interesu, da naše pesmi, zlasti ker mislimo, da je ta plošča Črno na belem sestavljena iz 11 tako rekoč enakovrednih komadov, da ne gre za ploščo, kjer bi bil mogoče 1-2 hit ostalo pa neka mašila. Za vsemi pesmimi stojimo in res smo veseli, da se tudi vse te pesmi prijemajo pri publiki. Danes je taka situacija, da teh pesmi žal ne moramo igrati v živo, ne moramo z njimi razveseljevati ljudi na koncertnih prizoriščih. To je v obstoječi situaciji edina možnost in mi smo za njo hvaležni in jo seveda poskusimo izkoristiti v največji možni meri. Zdaj sam naslov albuma Črno na belem je nekako tudi analogija na to, da vaš studio je lociran v belem, ne? Ja, v belem pri Šmarju pri Jelšah, kjer domuje, kjer caruje naš bobnar Igor, in on je pred nekaj leti pravzaprav v nekdanjem gospodarskem poslopju naredil en zelo prijeten, tak ljubek, simpatičen in zelo udoben kotiček, v katerem so vse te pesmi nastale, v katerem smo tudi igrali spletni koncert, ki smo ga pravzaprav, s katerim smo promovirali novo ploščo, in na ta način smo se tako Igorju kot temu prostoru na nek način odužili z naslovom Črno na belem, seveda smo pa zmeraj se jih malce poigravali z besedami in ta Črno na belem ima tudi še kakšen drugačen pomen. No, kot si dejal, nek album kot prelomnica, ne? Zdaj je popularno, da si pač snameš komad, plačaš, ne vem, evro, dolar za njega. Sočasno je izdana tudi long playka, se pravi klasična LP in CD, da se imaš na koncu vendarle nekaj mogoče postaviti na polico, ker če sklepam recimo po svojih izkušnjah, saj MP3-ov imaš veliko, ampak ko pogledaš doma, ne, na tisto polico, pa vidiš tisto plato, jo boš morda večkrat vzel dol in poslušal. No? Ne samo jaz, ampak tudi večina članov benda je to zadevno še zmeraj, bi lahko rekel, v nekem politično korektnem besednjaku, žlahtno, konzervativna. Ne? In vsi še zmeraj prisegamo na to materializirano obliko glasbenega nosilca. Ne? Obenem sem prej omenil, da nagovarjamo različne generacije. In ravno s tem namenom, z mislijo na vse te različne generacije, smo se tudi odločili za različne
fizične izdaje, se pravi od digitalnih platform do klasičnega CD-ja, ki je počasi tudi že v procesu izumiranja, do vinila, ki pa doživlja nek revival, se pravi neko renesanso, se pravi, da nas je očitno čedalje več, ne samo nostalgikov, ampak tudi mlajše generacije spoznavajo čar gramofona in gramofonske plošče. In dokaz temu je tudi to, da je naklada letos pri tej izdaji naklada vinilov višja od naklada CD-jev in da pravzaprav se že ta prva naklada počasi bliža razprodanosti, kar nas izredno veseli. Kar pa sicer, ne, roko na srce ste načeloma tudi pričakovali. Kako zdaj, malo neskromno? Ali? Ne. Nismo pričakovali, smo pa malce slutili in smo zelo veseli, da se naše slutnje uresničujejo. Tone, naslednji komad Koala Voice in Vukovi. Ja, da ne bomo preferirali samo štajerske zanamce in štajerski podmladek, še bend iz drugega konca Slovenije, no čeprav tudi to je štajerska, okay, ampak hočem reči, da te geografske in lokalne meje tu ne igrajo nobene vloge. Koala Voice en super band, na nek način jih spremljam od samega začetka in za vsako novo pesmi, za vsako novo ploščo potrjujejo to, da je to res en band, pred katerim je še izredno lepa prihodnost. In pa še ena zadeva, ta pesem mene osebno malce spominja na Kdo je kiša v ritmu tam skupina Idoli. Jaz sem ta band imel izredno rad in se mi ta neki eklekticizem, se pravi, vselej zdela zelo dobra stvar, zakaj ne bi mogoče malo melo iz kakega komada, ki je dober uporabil tudi svojem, se mi zdi odlična kombinacija. Upam, da s tem nisem koga prizadel, meni je to perfektno. No, se strinjam s to primerjavo, pa meni se zdi, kot da sem tudi en delček kakšnih zgodnjih videoseksov slišal. Ja, se pravi, konec koncev, mislim, kaj še pa lahko naredimo popolnoma novega, ne? Se pravi, na nek način si recikliramo, ampak damo pa nek svoj touch in to je tisti avtorski, umetniški pravi pristop in zato še enkrat globok poklon, super pesem. Prisluhnimo. Radio SI, Main Stage. Ja, tako je, temperatura seveda počasi raste, ob 10:15 bodo mi dva v živo zaigrali na našem main stageu. Prenos bo preko spleta v živo, seveda tudi na frekvencah Radia SI. Ampak pred tem imamo za Toneta še nekaj vprašanj. Mogoče bo kakšno presenečenje ali ne, ampak poanta je v tem, da bo hiter odgovor, ne? Nekaj sekund in to ne pove. Helena vpraša, to ne pove in ne? Bomo slišali. Še to mi je manjkalo zdaj. Točno tako. Najboljše je zmeraj na koncu. Tone Kregar, romantik ali realist? Realist. Romantični realist. Jo. Sem vedela. Kako je videti njegov jutranji ritual? Precej dolgočasno. Dolgočasno je to videti, nič zanimivega ni. Sinonim za dober dan? Dobro jutro. Kdaj in s kom se je Tone nazadnje iskreno nasmejal in poveselil? Ja, z dečki zdajle, evo, preden sem šel v studio. Tako. Največji izzivi partnerske in družinske dinamike? Samo resnica. Samo resnica, evo. Kaj najbolj moškega in kaj najbolj ženskega, recimo pregovorno, si v življenju naredil? Kaj najbolj moškega? Pregovorno. Pregovorno, evo, posadil drevo, napisal knjigo, ženskega, ne vem, kaj zvem, skopa psa. Kakšna stvar, ki jo o Tonetu ne vemo? Upam, da. Kakšen odnos ima skupina Mi2 do družbenih omrežij? Prisiljeni smo se z njimi soočati, nekateri bolj, nekateri manj. Jaz osebno sem človek analognega sveta in imam težave s tem. Najljubše slovensko glasbeno prizorišče skupine Mi2? Smo tu v Mariboru, kaj ne rečem. Ok, ajde. Gora, Roka, Lent, Pohorje. Kaj Toneta najbolj razjezi? Neumnost. Po čem Tone trenutno diši? Po marmeladnemu nadevu roglička, ki ste mi ga prijazno podarili. Se je Tone v teh 12 vprašanjih zlagal? Ne, ni pa nujno povedal resnice. To je to. Hvala. Definitivno si odgovarjal bolje kot kak drug Borut.
ki bi ga lahko v studio povabili, pa ga nismo. Ne? Ampak vsekakor ne. Tam ne bi bilo nobene laži. Tam bi bila vse sama resnica. In škoda, da niste tega naredili. Ampak ne, bi pa povedal svoje mnenje. In svoje mnenje mi dva vedno poveste, ga prilijete v pesem in nekako izrazite vse skupaj. Potrebno se bo pripraviti za koncert. Ne? So kakšni avtogene vaje, kaj tole naredi? Da se adrenalin nekako prelije po tem mikrofonu. No, evo, da bomo zelo neposredna. Če bi to bil večerni koncert, bi bila avtogena vaja ena izmed malo prej omenjenih vprašanj. Danes tega ni. V bistvu bomo šli, upam, da bomo utegnili 2 komada skozi, da se mi malo glasilke ogrejejo, da se mi preklopi tisti del možganov, malo bolj rockerski in da na koncu to izpade in zveni tako, kot je potrebno in kot si gledalci in poslušalci zaslužijo. Ko se dajo gledalci in poslušalci, Helena, se je kaj ujelo v mrežo vprašanj poslušalcev? Ja, tipično vprašanje glasbenega navdušenca in glasbenika. Kaj narediti v primeru, ko ima glasbenik blokado? Trpeti naprej in počakati, da mine. Trpljenje mladega Toneta. Ja. Mislim, za kako blokado točno gre? Glasbeno, kreativno. Ja, mislim, verjetno najboljše počakati, da se ta inspiracija vrne, če pa to dolgo traja, pa je pa treba verjetno zamenjati posel. Ja. Zelo modro bi to bilo. Ne? To je eno izmed teh vprašanj. Jaz sem zasledil tudi eno drugo vprašanje prej in vprašanje je bilo, kako se mi dva zmenijo, ko se zmenijo. Tako, da to drži do naslednjega pogovora, ko se zmenimo drugače. Tone, preden se čisto posloviva, bomo slišali še Muse in pa Psycho. Video spot je zelo pomenljiv, no? Ampak izbor pa zakaj? To je pa naše kitarsko jedro benda izbralo oziroma rockersko. Skratka, tudi verjetno z namenom, da izpademo tudi bend, ki malo spremlja recimo sodobne glasbene trende in da ne bomo zdaj samo z Jaggerjem pa z Grolom nekaj, no, saj tu so nekje. Skratka, ali pa mogoče tudi v samem naslovu se skriva kakšna pomenljivost. Ne, Psycho je naslov, drži? Ja, torej, oni že vejo. In če ne razumete, si pogledajte video spot. Radio SI, Main Stage. Tako, zdaj pa čas hitro teče, le še pol ure je do koncerta in Toneta bomo počasi spustili v domačo oskrbo. Kako je v domači oskrbi? Vredo. Ne vem, kam bi človek. Brez domače oskrbe me že zdavne verjetno ne bi bilo. Od doma lahko pobegneš k bendu in od benda lahko pobegneš domov. Ja. Vse to na nek način pravzaprav gre za bend, je neke vrste sporedna družina. Ker če si ti 25 let skupaj z nekom, veš, da veš o njem, poznaš ga do opisti, vse pozitivne, vse negativne plati in se navadiš sobivati in ne vem, to zadevno smo kar zvesti drug drugemu, moram reči. Kaj praviš, Helena? Tone je danes je bil iskren. Meni se zdi, da je bil takšen kot je. Moj poklon Tonetu danes in pa seveda celotni zasedbi, ker izjemno sem vesela, da oni danes odpirajo naš main stage, tako da mislim, da je čas, da nehate govoriti, ker Tonetove glasilke najlepše. Hvala. Viš, to je pa žensko razumevanje. Ti bi me zdaj dobušal do konca. Do konca. Stari rocker mora biti malce hrapal, ne? More biti malce hrapal. Zato ni težav, brez skrbi, hrapal sem že 20 let. Dobro, poslušalke in poslušalci vabljeni torej, da se priklopite na live stream ob 10:15. Tone, hvala za obisk, dobro smo zastavili koncert, ki se bo nadaljeval. Hvala lepa. Najlepša hvala. Seveda tudi jaz vabim vse, bodite strpni, bodite tolerantni. Kljub vsemu je ura dopoldanska, ampak mi se bomo potrudili po svojih najboljših močeh. Najlepša hvala za vabilo, kot rečeno, vselej z veseljem tu v vaši družbi. Hvala lepa, Tone, vi pa kot smo že dejali, ob 10:15 se priklopite na Facebook Live in uživate ob koncertu. Radio SI, Main Stage.